ja, lepo je biti kmet, ampak opažam, da to je tisto poslanstvo, ki ga nekdo začuti. Meni so pa nonoti nekako približali to vaško delo. Kmetje so danes, govorimo o tem, da ohranjajo naravo, da so v bistvu naši skrbniki za to, da bomo imeli kaj jesti. Sam znati preoblikovati kot minister v neko zdravo mero razuma, zato da mogoče to v naslednjih fazah prezrcališ z strokovnimi sodelavci v določene ukrepe. In da sem uspela vse tiste sogovornike, za katere sem pričakovala, da se nikoli ne bomo uspeli mirno pogovoriti in se začeti poslušati, ker je bilo kar nekaj strasti, pa jeze, pa takega neprijetnega vzdušja, in da smo se začeli pozitivno pogovarjati na koncu in da te ljudje objamejo in rečejo, no, si kar fajn, no, ali pa ste kar fajn kot ministrica in res imate dobre namene. To so taki splošni uspehi glede na področje, ki ga pokrivam in na kakšnem političnem parketu se gibljem. Če je sestanek nekje na terenu, skušamo potem še v tistem okolišu obiskati bodisi kmetije, podjetja. 400 milijonov je moj alarm in moje vprašanje, če vsi pravijo, da so razpisi neučinkoviti in da niso prišli do denarja, kam smo denar namenili? Vstanem tam ob 4 zjutraj, nikoli... 4 zjutraj? Ja, nikoli nisem vstajala tako zgodaj, no, ampak od funkcije naprej nikoli ne naredim namerno napake, ki jo pa lahko v naslednjem dnevu, tednu priznam. Tudi če mi očitajo, je to mogoče v preteklosti bilo nekoliko bolj redko, zato je malo je naletelo kdaj na začudenja ljudi ali pa strokovnjakov ali pa organizacij, da narediš 2 koraka nazaj, pa vendar je tudi to dovoljeno. Ko želiš nekaj zgraditi, tudi ko delaš doma, vedno veš, da ne začneš pri strehi, ampak da so to tisti temelji. Mi na podeželju imamo življenje, ki ustvarjamo pač življenjske pogoje za mlade. Vemo, da je to veliko več kot samo kmetijstvo. Ta človeški faktor sem uspela vnesti tudi v delovno okolje, ki je na ministrstvu, pa je mogoče nekoliko neobičajno. Mene še vedno drži ta zagon in adrenalin, kot da je v bistvu moj delovnik, se pravi moj vsakdan, ali je to ponedeljek ali petek, po tolkem času se mi zdi, kot da je vsakič prvi dan. To jaz mislim, da sem pripeljala v svojem mandatu z vso ekipo in s celotno vlado drugačno energijo, drugačne pristope, drugačen odnos, da bi mladi lahko napredno kmetovali in bi si želela tako kmetijstvo, da v bistvu čisto vsaka kmetija najde tisto hitro, enostavno in kratko pot, kako pripeljati lokalno hrano v lokalne zavode in lokalne trgovine. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer smo v preteklih epizodah spoznavali ljudi, ki s svojim delom oblikujejo slovensko podeželje. Kmete, ustvarjalce, varuhe narave in skupnosti. V zadnji epizodi pa gostimo osebo, ki nosi veliko odgovornost. Odgovornost za prihodnost slovenskega kmetijstva, podeželja in hrane. Z nami je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, s katero pa ne bova tako zelo govorila o politiki, o ukrepih, večkrat že, ampak najbolj se bomo skoncentrirali na to, kdo je kot človek, kaj jo žene naprej in zakaj je njeno delo več kot zgolj funkcija. Mateja, pozdravljeni v Obrazih podeželja. Lepo pozdravljeni. Oziroma bom rekel, gospa ministrica, vseeno moram biti malo uraden. Čeprav pogovor bo malo bolj sproščeno, ker mene v bistvu najprej zanima, kdo ste kot človek? Kako bi se predstavili nekomu, ki vas ne pozna? Ker jaz sem vas prebral samo na Wikipediji, vem, rojena v Kopru, leta, ne smem povedati, za ženske se ne govori, vem, kje ste diplomirali, vem o čem, vem oljke, ampak to je pa to, ne vem pa, kdo ste. No, lepo, Mateja za prijatelje, sicer z zadnjimi leti nazivom ministrice, tako da na začetku mi je bilo to izredno nenavadno, potem se človek kar privadi. Prihajam iz slovenske Istre, drugače v Ljubljani temu rečete Obala, tako da v letošnjem letu tudi spremembe v nazivu naše slovenske Istre. Okolica Kopra, s podeželja, majhna vasica, znana od vedno kot povezovalna, družbeno odgovorna, da se rada prispevam, no, k odnosom, k socialnemu povezovanju, odgovornosti. Študirala agronomijo, tako kot ste povedali, nekako me je življenje pripeljalo do tega, drugače pa
zanimivost, mogoče večino časa sem preživela kot mlada osnovnošolka, kot mestno dekle, pa sem toliko časa preživela na podeželju, na vasi, pri nonotih in nonah, tako kot se pri nas reče, da so me vedno povezovali tudi z podeželjem in pol so kar doživljali ljudje presenečenja, da Mateja ne prihaja iz vasi, ampak da je iz mesta. Pol čez leta, no, skozi srednjo šolo sem se pa preselila tudi na podeželje, od koder so naši nonoti in tam naprej odraščala. Kaj nonoti počnejo na podeželju? Kaj so počeli? So oljke vzgajali? Kaj so delali? Ja, to so nekako moji motivatorji, iniciatorji. Mi nikoli doma nismo imeli prav resne kmetije, no, zato tudi, ko sem prišla na fakulteto, biotehniško, za agronomijo, je bilo to takrat začudenje, no, da ponavadi so bili vsi moji sošolci so prihajali iz kmečkih družin, vsak je imel nasledstvo doma, da bo v bistvu prevzel kmetijo. Meni so pa nonoti nekako približali to vaško delo. Vedno smo imeli njive, vinograde, oljke, živali, domače, pa vse dejansko, od mačk do pujskov, do dobro govedi, se pravi velikih živali, tega nismo imeli, ampak drugače od to nekoliko tudi ta povezovanje z naravo in z ljubeznijo do nje. Se pravi, ste že kot otrok vedeli, da boste šli v to smer, da boste počeli nekaj v zvezi s kmetijstvom, da bo biotehniška šola tista prava. Kdaj ste se odločili v to smeriti? Da me bo kmetijstvo pripeljalo prav do funkcije, si nisem nikoli v življenju predstavljala. To je bilo zame kar lepo življenjsko presenečenje in lepa življenjska popotnica. V bistvu zanimivost mogoče moja ali pa nenavadnost, najprej sem si želela biti vzgojiteljica. V takratnih časih je srednja šola bila v Ajdovščini in me moj oče ni pustil od doma. Mi ni kaj preveč zaupal, mogoče, ne vem. Potem je bila opcija srednja zdravstvena šola, ki sem jo uspešno končala, in po srednji zdravstveni šoli zaradi same moje empatije, čustvenosti, ki jo imam v sebi, in z vsem tistim, kar v zdravstvu doživiš, poskusiš, sem ugotovila, da mogoče ni prava pot zame. In želela sem pomagati, se pravi ljudem na tak način, sem ugotovila, da ni primerno. In na drugi strani sem rekla, kaj pa če pomagamo naravi, se pravi narava je nekaj, kar nas bo vedno ohranjala in moramo poskrbeti za njo, in od tu v bistvu nekako se je rodila želja, ki je povezana še od otroških let, in je prišel študij agronomije. Zgolj res naključje, da sem se prepustila dogodkom, ki so se mi dogajali, in danes sem tukaj, kjer sem. V drugem primeru bi bila mogoče ministrica za zdravstvo. Jaz mislim, da je to veliko težji, še težji izziv, pa ne da moja funkcija, ne, ampak predvsem morda pa, no, saj nikoli ne vemo, kam nas pot zanese. Kaj vam pomeni ta stik z živalmi, z naravo? Pomiritev. Predvsem mislim, da se vsi začnemo drugače obnašati, že po nekem bontonu, mogoče ko gremo v gozd in ko gremo v naravo, ko gremo mi sami na morje, glede na to, da prihajam praktično iz morja, in tudi povezovanje z živalmi. Jaz mislim, da ti čisto drugačen pogled dajejo in da smo ljudje bolj prijazni, bolj človeški, in da absolutno je to nekaj nepogrešljivega v mojem življenju. Se mi zdi, da imate Primorci tudi eno tako mirnost. Ne vem, mi smo vedno celo življenje čakamo, da bo prišlo to poletje, da bomo šli mi na morje, da se pomirimo. A vi ste skozi tam? In mi smo skozi umirjeni, Umirjeni. prijazni ponavadi, nasmejani, sicer nas povezujejo tudi z energičnostjo in tako odprtostjo. Mi ponavadi komaj čakamo, da se skoraj konča poletje, ko vi čakate, da pride, ne, ker nam je že fejst toplo takrat. Se mi zdi, da imate tudi majčkeno ta pridih Italije, tam, da se čuti ta sproščenost vaša, pa ta malo hitreje govorite. Hitreje govorimo, roke, to je tisto, kar je v funkciji. V bistvu sem se mogla res začeti brzdati, da moram čim manj uporabljati, ker imamo to mimiko, z rokami povemo veliko. In v Ljubljano, no, tako ko sem prišla, po mojem, zdaj me že vsak, ki me je spoznal in večkrat srečal, pa tudi v službi, se pravi na funkciji, je to tipično, da ko pridem nekam, da objamem nekoga, da imam ta telesni stik. To imamo tudi malo po Italijanih, pa mislim, da je to kar pozitivno, no. Ja, to je lepo, to je vedno sproščeno. No, da vem, naslednjič, ko se srečava, da ne bom čuden gledal, ko bo Klemen živijo. Zdaj sva že na ti, ne? Zdaj sva že skoraj na ti, ja. Tako, jaz bi bil, ampak vseeno moram biti uraden z gospo ministrico. Sva ravno bila pri živalih, se pravi, katere živali ste vse imeli, mucki, prašički, kužki tudi?
vse to, ponavadi to pa imam po našem nonu, mi smo ponavadi v povprečju doma že od majhnega imeli tam 18 do 20 mačk, no. To je bilo kar zanimivo, vsaka svoje ime, za vsako sem poskrbela, tako da trenutno imam 2 mački, družinski člani z nami živita, tako da psa ne več, imela sem ga, in takrat, ko nas je zapustil, se absolutno zavedam, da je to velika odgovornost, veliko več časa in pozornosti potrebuje pes, ne da mačka ne, samo je to čisto drugače. Tako da trenutno ostajamo v teh okvirih, nič več kot to, drugače pa doma, kot sem rekla, tudi prašički, piščanci, kokoši, račke, purani, tako da so bile vedno, v bistvu smo bili nekako samooskrbni, no, pri naših nonotih od nekdaj. Kako je muckam ime? Pupa in Rambo. Pupa in Rambo, wow. Okay. A Pupa, veste, kdo je Pupa je Pupa? punčka, a ni Pupa. Punca, ja. Punčka ima taka igračka mala Pupa, ni Pupa je tudi pač kot punci rečejo, kot že odrasli punci, ne, Italijani tako malo bolj ljubkovalno, tako da ona je naša dama in zato je Pupa, Rambo je pa njen sin, je izredno velik, in potem je dobil naziv Rambo. Je tudi tako malo. Ne, pravi Rambo. Ja. Okej. Bral sem tudi, oziroma majčkeno sem poguglal, kot človek, ki ima rad živali, ste tudi proti petardam. Drži. Absolutno, ko spremljam predvsem proti petardam v povezovanju živali, pa tudi funkcije me tudi povežejo s tem, ampak tudi v preteklem mesecu decembru, no, ko vidimo pri najstnikih, pri mladostnikih, jaz takrat se spomnim še, ko sem bila manjša v osnovni šoli, ko je policija prišla pa nas opozarjala, kako moramo rokovati s petardami. Priznam, da nisem nikoli imela nobene izkušnje s sošolci, da bi se kdo resno poškodoval, pa iz tega vidika, no, me tudi zadnja leta precej skrbi, predvsem zaradi črnega trga in na drugi strani, ko pa je prepoved petard na tak način, kot se je zdaj začelo udejstvovati, da bi se zakonodaja spremenila, pa absolutno to pomeni tudi veliko za živali, tako da naredimo 2-krat dobro in potem še za okolje, 3-krat dobro za zdravje ljudi, tako da jaz mislim, da je to tista prava pot. Meni je kar malo čudno, da so petarde še vedno dovoljene, da je to ena taka stvar, vržeš poč, mislim, vsak je imel kužka, mi smo imeli samojeda, ki se decembra ni upal iz hiše zaradi petard, in vsak je imel kužka, se mi zdi, da ne more imeti rad petard, no, ko vidiš to bolečino, kaj jim to naredi, enostavno moraš biti proti. Ja, včasih mogoče, ko povezujem na podeželju, pa smo imeli vedno pse, oziroma vasi so bile tudi polne psov, takrat še privezanih tudi, pa je bil odnos res drugačen, v zadnjih desetletjih se je to precej spremenilo, tudi družbeni odnos do živali, pa nenazadnje, če pomislimo, tudi vsaka zabava, mogoče danes se niti ne zavedamo, da mogoče neki ognjemet, baterije kot take, ki so dostopne, se dostikrat zgodijo nesreče, ki jih niti ne pričakujemo, tako da jaz mislim, da tisti, ki rokuje, da strokovno zna ob dogodkih, kot je ognjemet, ob različnih priložnostih, absolutno se ne pogovarjamo o tem, da bo to res popolnoma prepovedano, pa vendar omejeno, no, z vidika varovanja zdravja in ljudi in tudi živali, vsi tisti, ki jih imamo, ki vemo, kako trpijo. Kako mislite, da ta odnos med toliko živali, ne vem koliko muckov, pa prašički, pa to, kako ta odnos do živali vpliva na vaše delo in razumevanje kmetijstva? Delno vpliva, no, tako priznam, da drugače razumeš v bistvu, kot tudi v praksi sam imaš živali ali pa rokuješ z njimi. Je pa res, da tudi potem v vseh naslednjih fazah, ko si minister na področju samih živali, živinoreje in pokrivaš to področje, se srečuješ tudi vsakodnevno z obiskom, s tereni, pa ti tudi ljudje veliko obzorij odprejo. Jaz priznam, da v času študija konkretno živinoreje nisem imela, ker sem študirala hortikulturo, se pravi bolj kot ne usmerjena v rastlinsko pridelavo, in tudi na ta način skozi obiske in skozi teren, kako pametne in čutne so krave, recimo tudi kmetje, kako začutijo v bistvu svoje živali in kako o njih govorijo. Mogoče prezrcališ skozi svoje male živali, potem v tisto obliko, ki
jo kmetje poznajo. Tako da je dodana vrednost in tudi pomaga razumeti drugače na to področje. Sprav, sodobno kmetijstvo ima drugačen pristop do razumevanja živali, je bolj dober do živali, kot je bilo to včasih, ne. Je to neka vrsta prihodnost, kmetijstva? Sodobno kmetijstvo, ja. V bistvu tako mogoče malo, mešana struktura. Nekoč so, brez, dognanj, brez tehnologije lahko tudi, poznali določene pristope kmetje takrat tradicionalno. Dandanes se mi pa zdi pomembno, če prenašajo tiste starejše generacije določena znanja, kaj so se naučili, skozi opazovanja narave in poznavanje narave in živali, prenesejo na mlajše generacije, kako v bistvu oni s tisto pravo mero, to tradicijo in opazovanje, in posebnost narave in živali znajo povezati tudi z novimi pristopi, s tehnologijo, in digitalizacijo. To je ta čar mogoče, mlajših generacij. Digitalizacija, tehnologija prinaša v bistvu to, da je delo na kmetiji mogoče, lažje, enostavnejše, manj delovne sile, manj napora, manj časa porabijo. Tu vidim v bistvu povezovanje tradicije od nekdaj, zgodovinsko, in današnjo tehnologijo. In kot ste rekli, veliko ste, s kmeti, tudi pa v raznih hlevih in, na poljih, veliko ste na terenu. Kaj vam zdaj ti pogovori, da pridete naravnost do kmeta in da vam on pove svoje težave, da vi vidite, kako to poteka, kaj vam to pomeni? To je tisto največ, kar lahko dobiš v bistvu. Odraz terena, konkretne mogoče kritike, težave, izzive, opazovanja, ki jih potem moraš nekako sam znati preoblikovati kot minister v neko zdravo mero razuma, zato da mogoče to v naslednjih fazah prezrcališ s strokovnimi sodelavci v določene ukrepe, zakonodajo, razpise. Pomembno je, da v bistvu ohranjaš, ravnotežje, ker se moramo zavedati, ko govorimo o posameznih primerih, težavah in izzivih, obstajajo tudi določena ozadja in zgodbe. Najpomembnejše je v bistvu, da ko grem na teren, tisto, kar, sem si zadala, da obiščemo čim več terena, da pogledamo, koliko je mladih, ali mladi sploh so. Mi čedalje bolj poslušamo, javno, da mladih ni več v kmetijstvu, da zapuščajo kmetijstvo zaradi različnih politik, nenazadnje zaradi moje politike na ministrstvu, pa te to večkrat, mogoče mene preseneti ali pa zaboli. In ugotavljaš, da mladi so, da mladi imajo željo, da mladi imajo interes, pa da opozarjajo mogoče, kje smo kdaj, prepočasni, kje je kakšen ukrep, ko je bil dobronameren, dobronamerno napisan, morda nismo zadeli, bistva, mogoče nekateri razpisi bi morali biti drugače nastavljeni, da bi lahko zajeli več mladih, in v bistvu skozi njihove, izkušnje je ta dodana vrednost, ki jo potem nesemo v Ljubljano, in na ministrstvu skupaj s, sodelavci lahko oblikujemo različne politike, ki grejo v pravo smer, da krepijo področje kmetijstva. Kako vam pa uspe iti na teren, ne? Ker dela na ministrstvu je verjetno kar veliko, veliko morate biti tam za kakšno mizo, urejati papirje, ampak kolikokrat greste na teden, zdaj recimo na en del Slovenije, drug del Slovenije, tako drugačno kmetijo pogledat? Pride dan, ko grem iz enega konca Slovenije na drugi konec Slovenije in na 2 terena, pa še nekje vmes se ustavim na ministrstvu. Pridejo pa dnevi oziroma tedni, v povprečju 2-krat na teden, se nekako organiziramo. Ponavadi je to, če je sestanek nekje na terenu, skušamo potem še, v tistem okolišu obiskati bodisi, kmetije, podjetja, vabil, da obiščemo določene kraje, in da nam razkažejo, kaj imajo, ogromno. Tako da jaz v bistvu skozi mojo organizacijsko strukturo skušam nekako povezati in racionalizirati, vse poti, tako da terena je precej, tistega, ko gremo pogledat. Potem so še različni dogodki, tako da se ne končajo praktično nikdar in se moramo res velikokrat omejiti, skušamo pač uravnotežiti. Če smo nekje bili, pa da naslednje leto ali pa naslednjič, če smo zamudili dogodek, da gremo le na njega, tako da pokrijemo praktično vsa področja, od mladih do starejših, vse panoge, stroko, fakultete, vse inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, na lokalni ravni, tako da, res zelo, zelo odvisno, ampak tako v povprečju 2-krat tedensko, smo sigurno na terenu, smo pa le tako ministrstvo, ki, terja ta čas in je zelo, zelo pomembno in jaz mislim, da je najboljše izkoriščen.
Absolutno, tudi verjetno kmetje se počutijo zelo dobro in zelo veseli so, da so slišani, da lahko nagovorijo naravnost vas, s kakšnimi težavami se soočajo. Kakšne so recimo trenutno tiste najbolj pereče, najbolj aktualne težave, ki jih poslušate na terenu? Zdaj, če se mogoče ne opredelim prav v politike, ki se dogajajo, no, tiste težave, ki so nekako najbolj skladne z realnostjo, če se lahko tako izrazim, mislim, da je vsakič znova so problemi oziroma težave, izzivi izpostavljeni na področju razpisov. Mi imamo 55 000 različnih kmetij, od najmanjše pa vse do največje, to so že podjetja, ki tudi zaposlujejo. Imamo na različnih lokacijah, na različnih območjih, ukvarjajo se z različnimi panogami, od živinoreje do poljedelstva do travništva. Zakaj to pravim? Ker so to izredno mešane kmetije, zelo v bistvu jih nimamo opredeljene v razredih, no, to smo tudi želeli skozi ministrstvo nasloviti, zato da bi znali mogoče bolje targetirati. In vsakič znova, ko je razpis od 55 000, če jih je uspešnih 100, matematiko poznamo, vsi, ki niso bili uspešni in kandidirali, vsaj 200, 300 je nezadovoljnih na enem razpisu. Mi smo jih v lanskem letu zdaj vse skupaj naredili 110 razpisov, to pomeni, da vsakič so za drugačne skupine kmetov, pridelovalcev, in vsakič znova so nezadovoljstva, da v bistvu točkovanja niso primerna, kako klasificiramo enkrat mlade, enkrat hribovske kmete. Se pravi, mi skušamo vedno skozi neko strukturo, kako spodbujati, 10% pri razpisu dobijo visokogorske kmetije več, zato ker se zavedamo, da so na težjih pridelovalnih pogojih, in skušamo uravnoteženo voditi dejansko strukturo razpisov, pa vendar so to taka nezadovoljstva. Okoljski ukrepi, to je ena taka rdeča nit, ki jo poslušamo konstantno, da je precej omejevanja v kmetijstvu zaradi naravovarstvenih okoljskih ukrepov. To je postalo nek rezime kmetijstva, pa potem vedno znova ugotavljam, da ko gremo na teren in ko opazujem njihove kmetijske prakse, da so izredno okoljsko naravnani, da imajo precizna kmetijstva, precizne stroje, se pravi, so napredni, tako da mogoče to je tak problem, ki ga vedno znova ga poslušamo, pa niti ni dejansko v praksi toliko problematično. Tako da razpisi in okoljske omejitve, to so mogoče res take mantre ali pa bolečine velikokrat na terenu in izzivi v našem slovenskem kmetijstvu. No, in ravno ta teren je tista stvar, se mi zdi, da je en tako zaupanje med vami in kmeti, ki ga gradite. Se pravi, to je ena taka prihodnost, čim več zaupanja, čim več na terenu in čim boljši odnos, s katerega se tudi vi konec koncev verjetno potem za vsak nov razpis kaj novega naučite. Ja, predvsem mogoče sem v preteklosti, kot sem že povedala, pogrešala, pa smo probali skozi novo zakonodajo klasificirati kmetije, velikostne razrede, ravno zaradi teh težav, ko jih na terenu vidimo. Mogoče dostikrat, ko se zakonodaja potem sprejema, je to težko obrazložiti, zakaj pa to počnete, pol je to vprašanje določenih kmetijskih organizacij, nekateri, ki so malo bolj glasni, zakaj je to potrebno, zakaj razlikujemo med kmeti, zakaj jih distanciramo, ampak ravno to. Ko ugotovimo, da je problem vsakič znova, ko se s kmeti povprečno pogovarjamo, mladimi, starejšimi, izkušenimi, manj izkušenimi, razpisi so nemogoči, ne pridemo do denarja. Mi smo v tem mandatu namenili 1,3 milijarde za razpise, ampak konkretno za direktne razpise, ko se kmet sam odloči, je bilo okrog 400 milijonov namenjenih. 400 milijonov je moj alarm in moje vprašanje, če vsi pravijo, da so razpisi neučinkoviti in da niso prišli do denarja, kam smo denar namenili? Ravno zato klasifikacija kmetijskih gospodarstev. Tako da tu skušam logično povezovati, kaj je tisto najbolje, da jim pomagamo in da smo bistveno bolj ciljno naravnani. In na drugi strani sem morda pogrešala in bi rada, da se tudi vzpostavi in da začnemo delati veliko več skozi analize, skozi številke, skozi podatke. Velikokrat slišimo, da so evidence tudi breme, no, evo, to sem se zdaj še spomnila. Pa vendar brez podatkov mi usmeritve politike kmetijske ali pa bilo katere druge si je sama ne predstavljam kot nekdo, ki vodim ministrstvo.
Absolutno je videti, da bi lahko vas označil kot ministrica, ki posluša. In to je lepo. Ni lahko biti minister, domnevam, veliko lažje kaj drugega početi. Kako izgleda en tak vaš vsak dan, čisten povprečen dan vaše službe? Zanimivo, ponavadi uporabim besedo, da je zanimivo biti minister, zato da mlade čim bolj vključujemo, da se odločajo za politiko, zato da bomo imeli zdravo družbo in da se bo Slovenija razvijala in da bo še vedno tako zelena in lepa, kot je. Pa vendar, moj dan se začne tako, gremo okvirno, približno. Gremo okvirno, pisno. zjutraj vstanemo, umijem zobe, gremo v službo, spijem kavo. Recimo, vstanem tam ob 4 zjutraj, nikoli. 4 zjutraj. Ja, nikoli nisem vstajala tako zgodaj, no, ampak od funkcije naprej. Pa če res želiš nekako uravnotežiti svoj urnik, da lahko opraviš vse potrebne sestanke, seje svetov, potem so obveznosti na vladi, v parlamentu je pač se dan začne nekoliko bolj zgodaj. Tako da jaz sem ponavadi najkasneje 7, če ne že kaj prej, no, na ministrstvu, pa so tiste prve rutine, maili, birokratske zadeve, no, ko jih moramo podpisati, pol je urnik, kaj nas čaka, pregled čez cel teden, tudi o mesecih se vnaprej pogovarjamo, in dejansko potem se začnejo bodisi sestanki v začetni fazi, mogoče malo manj, ko sem bila nekoliko manj izkušena, kakšno leto nazaj, so bili to sestanki, na sestanke sem se mogla ogromno stvari naučiti, ogromno stvari absorbirati, zato da da bi znala čim prej stopiti v to ministrsko funkcijo najbolje in dejansko potem trenutkov si nisem jemala za to, da začenjam razmišljati in pripravljati strategije, da začnem usmerjati mogoče tudi svoje sodelavce in vse ostale. To sem se čez čas naučila, tako da sem vmes potrebovala tudi kakšno pavzo, da lahko razmislim, dam navodila naprej in stopimo, da smo lahko stopili korak v nov teden, v nov dan. Tako da sestanki, zasebno življenje je praktično tako nekje postransko, ga ni oziroma se vsi ostali prilagajajo na tvoj prosti čas, bodisi družina, bodisi prijatelji. Včasih, potem na začetku je bilo tako, če so me v nekaj dneh doma videli, ne vem, oče, družina, je bilo to, te pogrešamo, te nič ne vidimo, zdaj, če me vidijo na 14 dni, rečejo, še dobro je, da se srečamo, ne. Tako smo se vsi privadili in tudi prijatelji in vsi ostali pač vedo, da sem bila v preteklosti prisotna praktično vsak dan. Jaz sem človek, ki potrebujem družino in prijatelje, pa vendar je tega časa zmanjkalo, ampak vsakič, ko so tisti stiki redki, rečejo, saj razumemo, da si zdaj v drugačni vlogi in da bo prišel spet čas, no, za tiste moje vsakodnevne rutine. To, da razmisliš res natančno, kdaj greš po opravkih, po opravilih, v trgovino, to so taki redki trenutki, ampak obstajajo, no. Dober time management je absolutno treba Tako. imeti. Tako, če boste kdaj rekli, ne da se mi več zgodaj vstajati, recimo na radiu imamo zelo radi take, ki ob 4 že vstanejo, pa so že pripravljeni. Tako da, če ne drugje na radiu, siguren služba prihodnosti. Ampak zaenkrat še na ministrstvu. Zdaj, kaj je najtežje breme te funkcije? Zdaj, meni se zdi, če bi bil minister, vedno polovici nisi všeč, ne. Treba se je nekako navaditi, da nekomu ne boš všeč, nekdo bo imel proti, pa ima drugo politiko, pa mu ni všeč, da ni na razpisu dobil, ker se mi zdi, kot minister nekako moraš dobiti trdo kožo. Res je, v bistvu to je bil najtežji del spoznavanja v funkciji, da ne moreš nikoli vsem ugoditi. Jaz sem izhajala vedno iz domačega okolja, da sigurno lahko naredimo vse v nekem trenutku, da nam je približno vsem okej. Pol ko sem pa ugotovila, da če je vsaj polovica nezadovoljnih ali pa da so vsi enako nezadovoljni, pomeni, da sem uravnoteženo sprejela odločitev. Medtem ko imaš eno ožjo skupino, da so izredno zadovoljni in vsi ostali ne veš, da si zelo parcialno odločal. Se pravi, to je ravnotežje in ta odgovornost odločanja, vsakič znova vprašanje, a je prav, na kakšen način, zdaj imaš tako, lahko 3 strokovnjake, vsak se drugače opredeli do določenega vprašanja in je potem res velikokrat tudi instinktivna odločitev, pa še, ko ti svetujejo, rečejo, pač odločitev moramo sprejeti, ne vemo pa, katera je prava, lahko so vse prave ali pa nobena. Tako, velikokrat taka vprašanja, ko ostanejo odprta, sama po sebi se rada posvetujem, pogledam številke, si vzamem veliko več časa, se pravi, pri odločitve
nikoli si nisem predstavljala, da bom vsak dan za čisto vsako vprašanje, ki ga dobim v dnevu, se bom morala sama odločati. Tako da to je res veliko breme in potem čas, ki zmanjka v bistvu pri sprejemanju odločitev, ker si natempiran. Jaz bi si vzela veliko več časa, bi se pogovarjala in tega nimaš. In v bistvu to je res eno tako veliko breme in hkrati je pač ta odgovornost, ki jo nosim cel čas za sabo. Od prvega dne, ko sem se odločala za pot politike, je, da čisto vsaka stvar, ki jo sprejemam, je z veliko, veliko odgovornostjo in je potem ta strah, ali bom dovolj dobra v temu, se pravi v sprejemanju mojih odločitev. Ker pri politiki je tako, vsak, ki sprejme, oziroma na vaši poziciji, ki sprejme neko odločitev, vedno je, tudi če kdo pozabil, se že pogugla, pa piše spodaj ime, kdo je to odločitev sprejel, ki nekomu mogoče ni všeč. Ne? Hitro se človek spomni, ona je to sprejela, okay, to mi pa ni všeč. No, sej eno je, če ni všeč, na drugi strani, če prejmeš res uravnoteženo, tako kot sem rekla, kritike v nekem zdravi meri, pomeni, da si se koliko toliko pravilno odločil. Kar je najtežje v človeški naravi, po mojem nasploh, je pa priznati napako. In v politiki na drugi strani pa mogoče mi je to bistveno lažje. Pa ne zato, da bi se odmaknila odgovornosti, ampak nikoli ne naredim namerno napake, ki jo pa lahko v naslednjem dnevu, tednu priznam, tudi če mi očitajo, je to mogoče v preteklosti bilo nekoliko bolj redko. Zato je malo je naletelo kdaj na začudenja ljudi ali pa strokovnjakov ali pa organizacij, da narediš 2 koraka nazaj, pa vendar je tudi to dovoljeno. In v bistvu se mi zdi, da vedno najdemo tisto pot, to pa, da bo nekdo vedno prebral, odkar sem se pojavila nekje na spletu, pa verjamem, da se bo še govorilo kar nekaj let za mano o meni. Zdaj, ljudje, ki tale podcast gledajo, ne vejo, da kdaj midva to snemava, si verjetno ne predstavljajo, ampak vi ste že imeli za sabo dolg delovni dan, takoj po službi prišli sem, se usedeli v ta stol, se pripravili tudi na tale podcast. Se pravi, dan je res že dolg, ampak meni še vedno delujete z zelo veliko energije. Zdaj ne vem, je kakšna močna kava, ampak kje dobite to energijo, še vedno nasmejana, še vedno z iskrico v očeh, še vedno pripravljena odgovarjati, marsikomu se zdajle ne bi dalo preko, da je Klemen zaključen. Jaz moram šel malo domov, ampak energija, ki jo jemljete? Predvsem pozitivna energija, tudi ljudi okrog mene, sogovornikov, tako kot imam danes to čast in priložnost. Jaz mislim, da tudi v delovnem okolju, ki mogoče sem si ga predstavljala, da bo veliko bolj negativno. Ti praktično prideš na ministrstvo, na začetku ne poznaš vseh ljudi okrog sebe. Jaz imam veliko sodelavcev tudi v kabinetu, ki so, mislim, da že 2. desetletje proti 3. desetletju tam. Izredno izkušeni ljudje, ki jih cenim in spoštujem, in so v bistvu tudi moja dnevna motivacija, vsakodnevno pa takoj opazijo, če sem tiho 3 minute, a je kaj narobe, je to vprašanje vedno, a je ministrica slabe volje. Tako ta človeški faktor sem uspela vnesti tudi v delovno okolje, ki je na ministrstvu, pa je mogoče nekoliko neobičajno, vsaj na našem ministrstvu za kmetijstvo je to bilo, kolikor mi pravijo, in se mi zdi zelo pomembno, da imaš motivacijo. Dom, družina, ja, zato ker oni dobijo vse ta negativni del, na njih se upam stresti in spustiti vse tisto, kar mogoče mi v tistem dnevu ne paše ali pa se nakopiči. In ne glede na funkcijo, zdaj je več kot 2 leti vsakodnevnega res jutranjega vstajanja, pa so vikendi malo za regeneracijo, mene še vedno drži ta zagon in adrenalin, kot da je v bistvu moj delovnik, se pravi moj vsakdan, ali je to ponedeljek ali petek, po tolikem času se mi zdi, kot da je vsakič prvi dan. Pa verjamem, da je to res z odgovornostjo, s tem zavedanjem, da nisem izgubila te iskre in želje, da nekaj spremenimo, da tudi kmetijstvo nenazadnje spravimo v drugačno luč, v drugačno sfero, tudi v slovenskem prostoru, tako da v bistvu seštevek vsega tega nekako pride do konca mojega dneva, da imam še vedno energijo in da sem hiperaktivna, isto kot ob 4 zjutraj. Se večino ob 4 še ni toliko, ne, rabimo večkrat, da se ogrejemo. Jaz ponavadi ne. Ne, takoj. Ne, kolikor govorim čez dan, toliko je že jutro in proti večeru malo zmanjka energije, ampak takrat so doma vsi veseli. Parkrat sva omenila besedo ministrstvo, pa dajva zdaj majčkeno v to smer, če bi mogoče lahko našteli nekaj tistih
dosežkov ministrstva zdaj v svojem mandatu, kateri bi to bili? Mogoče največji, najljubši, najpomembnejši? Jaz vedno v moji samokritičnosti, sem kar omejena v tem, da imam ta občutek potem, ko da sama sebe hvalim oziroma svojo ekipo. Zato velikokrat rečem, dajmo vprašati, če vse okrog nas ali sploh vidijo dosežke in napredke v kmetijstvu. Jaz mislim, da sem pripeljala v svojem mandatu z vso ekipo in s celotno vlado drugačno energijo, drugačne pristope, drugačen odnos do kmetijstva, da smo v bistvu že komunikacijo in razumevanje skušali dvigniti na višji nivo. Nenazadnje so nas tudi vsakič znova kmetijske organizacije, kmetje vedno opozarjali, dajte zapisati v zakon, da bi bil kmet spoštovan. Jaz sama tega v zakon nekako nisem znala zapisati, pa tudi vprašanje, če bi zakon na tak način učinkoval, jaz mislim, da ne. Pa smo ravno zaradi tega si v bistvu prištevam eden izmed prvih ključnih dosežkov, da smo v bistvu kmetijstvo skušali spraviti na čisto drugačen nivo in splošno razumevanje vseh državljank in državljanov, ki nas spremljajo. To nam je tudi velikokrat uspevalo. Ljudje te nenazadnje potem ustavljajo, te prepoznajo, pa pohvalijo, pa podprejo, pa rečejo, no, končno je nekdo prišel z drugačnimi pristopi. In nenazadnje, ko želiš nekaj zgraditi, tudi ko delaš doma, vedno veš, da ne začneš pri strehi, ampak da so to tisti temelji. Tako da mi smo res začeli v osnovni strukturi zakonodajnih sprememb. Takrat vedno je bilo govora, tisti, ki spremljajo tudi področje kmetijstva, ali pa tudi ne, so bili očitki, da delam kmetijsko reformo in revolucijo. Bi si jo želela narediti, slovensko kmetijstvo si to zasluži, ker je bilo zapostavljeno kar nekaj časa, zadnji 2 desetletji praktično smo sloneli na isti zakonodaji, na podobnih zapisih, nekaj smo prilagajali tudi zaradi evropske zakonodaje, zaradi tega, ker so bile potrebe po črpanju, se pravi sredstev, tudi ki prihajajo iz Evropske unije. Drugače pa zakonodaja kot taka in podzakonski akti, to je bilo predvsem vse zaprašeno in zastarelo, tako da v bistvu smo res zakonodajo po 20 letih, osnovni zakon o kmetijstvu smo napisali popolnoma na novo. To so rekli, da je praktično nemogoče, sploh pa glede na kratek čas, ki sem ga imela, tako da smo uspeli konsolidirati celotno ekipo na ministrstvu. Strokovno sem jim prepustila njihov čas, potreben, da zakonodajo napišejo zelo nevtralno, uravnoteženo, niso bili obremenjeni z zunanjimi vplivi in pritiski. In na drugi strani skozi zakonodajo smo nastavili take zdrave, konkretne temelje in izhodišča, da lahko gradimo v naslednjih fazah vse, kar si želimo v bistvu s kmetijstvom vzpostaviti naprej. In na drugi strani medresorsko sodelovanje, odpiranje vrat tudi ostalim kolegom, ministrom, da se povezujemo, da si izmenjujemo mnenje, zato ker se zavedam, da kmetijstvo ni samo politika kmetijstva, da ni samo v hiši ministrstva za kmetijstvo, ampak se tiče tudi vseh ostalih, kot je okolja, kot je gospodarstva, kot je narave. In dejansko, da sem začela odpirati mogoče obzorja na nek način tudi ostalim ministrom, zakaj je dobro, da sodelujemo, in to nam je tudi uspelo. Tako kot sem govoril z Mojmirjem Šiftarjem, kako se on povezuje s kmeti in z nekom, z mesarji, pa s temi kmeti, pa s tistimi, pa z nekom, ki ima mleko, pa kmetje med sabo. Se pravi, da je tudi na ministrstvu ene vrste prihodnost bi lahko bila, da se med sabo resorji povezujejo, ker nekako tudi eden na drugega vplivajo, čeprav mogoče na prvi pogled ne. Absolutno. Jaz, ko smo se velikokrat pogovarjali, razvoj podeželja. Moje vprašanje je bilo vedno, ali je res razvoj podeželja, ki je bil vedno povezan z ministrstvom za kmetijstvo, ali je res to samo naše področje. Mi na podeželju imamo življenje, ki ustvarjamo pač življenjske pogoje za mlade. Vemo, da je to veliko več kot samo kmetijstvo. Vemo, da je infrastruktura, da so to ceste, internet je danes zelo pomemben, zato rabimo tudi druga ministrstva. Na drugi strani je gospodarstvo, se pravi, jaz povezujem podeželje z turizmom. In zakaj bi gradilo ministrstvo za kmetijstvo samo svojo politiko razvoja kmetijstva in prepoznavnosti izven naših meja, če lahko to počnemo skupaj z ministrstvom za turizem, ki imajo tudi znotraj svojega budžeta denar namenjen za promocijo Slovenije in lahko v bistvu enkratni kampanji promoviramo tako eno kot drugo. In to so taki primeri dobrih praks, morali bomo še veliko
delati na tem področju, ampak jaz verjamem, da v prvih fazah povezovanja, pa tudi kmetom večkrat poudarjamo, da je povezovanje zato, da bodo oni prepoznavnejši, da bo v bistvu njihov pridelek dostopnejši, da bodo ekonomsko lahko bistveno bolj konkurenčni na trgu. Vse to razlagamo, da je čar povezovanja in da je veliko več priložnosti kot lahko negativnega vpliva. Sprav na nek način ne samo, da spreminjate kmetijstvo, ampak kar celo ministrstvo majčkeno, da se malo bolj povezujejo, ne? Jaz mislim, da je vedno dovolj priložnosti za vse. Jaz imam rada tudi, ko so naše promocije, mi smo res veliko akcij in kampanj delali tudi na področju več lokalne hrane v javne zavode skozi znane masterchefe, naše ambasadorje, kako približati tudi ministrstvo za vzgojo, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za zdravje, pokazati, kaj počnemo. Na dolgi rok sigurno bomo našli tudi morda projekt, ki bo priložnost, da se 4-5 ministrstev poveže. Nenazadnje nam je vsem skupni cilj, da pripeljemo več lokalne hrane do javnih zavodov in nenazadnje do vseh nas potrošnikov. In potem, ko predstavimo tudi naše kampanje in ko se jih udeležijo, so navdušeni, tudi ostali ministri, ostala ministrstva in predstavniki. In v bistvu skozi ta način, skozi tak način pristopa, dialoga, smo lahko najbolj uspešni. Zdaj, če pošljemo mail ali pa povabimo z nekim vabilom in potem človek tega ne začuti, jaz mislim, da je uspeh lahko ni tako zelo pozitiven kot tak pristop. Zdaj, če bi morali kakšno odločitev izpostaviti, ki vam je pa še posebej pri srcu, da se vas je dotaknila, ko ste nekomu pomagali v zadnjih letih, v mandatu, katera bi to bila, je kaj takega, da je bilo mogoče res, ste bili prav dobre volje osebno, tako da se vas je dotaknilo? Jaz mislim, da tudi takrat, ko sem doživela največjo kritiko ali pa največji upor ob obisku terena in da sem uspela vse tiste sogovornike, za katere sem pričakovala, da se nikoli ne bomo uspeli mirno pogovoriti in se začeti poslušati, ker je bilo kar nekaj strasti pa jeze pa takega neprijetnega vzdušja, in da smo se začeli pozitivno pogovarjati na koncu in da te ljudje objamejo in rečejo: "No, saj si kar fajn, no," ali pa "ste kar fajn kot ministrica in res imate dobre namene." To so taki splošni uspehi glede na področje, ki ga pokrivam in na kakšnem političnem parketu se gibljem. To so bili taki dobri uspehi skozi cel mandat. En tak meni najbolj blizu in najbolj srčno, nepričakovano je bilo moje zadnje srečanje z gospodom Slavkom Roškarjem, ke sva vzpostavili en tak prijateljski odnos, zgolj naključno moja zahvala njemu, zato ker skrbi za lučke, znane lučke, za skrb za živali, pa potem sva si začela nekako dopisovati pisma, kot so si jih nekoč tudi moji starši. In v bistvu res ta ljudski faktor, ko te nekdo zagleda in te sprejme v svojem kraju in te objame in se začnejo solze sreče, to mi je bil en tak najbolj človeški faktor, ke sem mislila, da ga dejansko v politiki ne moreš srečati, pa ga. No, mogoče tukaj vseeno pomaga malo ta vaša empatija, ne, se mi zdi, ženske imate malo več tega kot moški, mi smo malo bolj taki nastopaški, arogantni, znamo biti, še posebej, če pridemo, ne vem, mogoče z neko politično funkcijo, ja, zdaj boste pa vi poslušali, takole mora biti, če pa nekdo kot vi posluša, prisluhne, je pa vseeno mogoče lažje tudi potem hitro nastane lepši dialog, ne. Mogoče je lažje, predvsem sploh pa se tudi strinjam, da je lahko uspeh mogoče boljši, je pa res, da veliko negativnih kritik in zelo neprijetnega pristopa, žaljivk, jih moraš najprej v bistvu doživeti, da to vse brez egocentričnosti, egoizma, na to moraš pozabiti. Jaz sem tega kar nekaj imela, ko sem prišla v politiko in sem pustila doma. Moraš pozabiti na vse to, zato da se približaš ljudem. In empatija absolutno pomaga, moram pa priznati, da nimaš pa sama, vsaj nimam tega filtra pri empatiji, da bi pa rekla: "Zdaj bom pa odporna na vse negativno dogajanje in na vse žaljivke in kritike." In to potem posledično pusti kar nekaj stresnih situacij v tebi. Je pa res, da povezujem, skozi politiko ali pa sodelavce tudi, ki me spremljajo, pravijo, da je ta pristop drugačen,
neobičajen, mogoče s toliko empatije, pa vendar veliko bolj uspešen. Na koncu se dogovorimo, pa ne zato, ker bi želela nekoga prelisičiti ali mu predstaviti nekaj drugače, ampak dejansko se ljudje potem ob tebi začnejo spreminjati in drugače obnašati, če si ti tak do njih. Kako doživljate svojo vlogo ženske na tako odgovornem položaju, ne, v politiki? Velikokrat dejansko je bila podcenjevana moja vloga in se pravim, predvsem pa mogoče še iz tega videnja, da je ministrstvo, ki ga pokrivam, zgodovinsko gledano skozi našo državo, vemo, kakšna je bila politična pripadnost in se pravi, kakšna je politična konotacija, tako da jaz sem glede na ministrstvo, ki ga pokrivam, sem velikokrat doživela taka podcenjevanja pa neprijetne kritike, ki jih slišiš, pa jih preslišiš, pa mogoče se soočaš kdaj z njimi na zelo diplomatski način, pa predstaviš ljudem, da vidiš in da si razumel, kaj o tebi govorijo in da te podcenjujejo, in ko jih dejansko soočiš, da si to slišal, na drugi strani ugotoviš, da je tistim bolj nerodno kot tebi, ki si to doživel. Je pa res izredno težko, potem ko se pogovarjaš, najprej si sam v svoji funkciji, najprej ne govoriš o tem, vsaj sama ne, ampak potem, ko poslušaš dejansko ženske, ki se borijo za pravice tudi žensk v politiki in za naš razvoj, vidiš, da se jim to dogaja, ampak dokler sam ne doživiš, težko razumeš, težko sploh sprocesiraš, da se to tebi dogaja, pa vendar se da, težje prideš do avtoritete, težje prideš do tega, da mogoče te res nekdo smatra kot odločevalko, pa vendar sem parkrat mogoče malo bolj ostro kakšno stvar povedala, pa je bilo nepričakovano na kakšnem sestanku z moje strani in potem se je avtoriteta zgodila. Pa berete potem kakšne te Facebook komentarje, pa si rečete, pa kaj to pišejo? Ne. Ne, in odmikam družino od tega, da če bi lahko ne brali, ker vidim, da ko preberejo en komentar, ki niti ni tako zelo grozen, potem še cel teden diskutirajo doma o tem in se sekirajo in pol rečem, da je res nesmiselno, pač bi si želela, da se to neha na socialnih omrežjih, tudi zaradi tega, ker se ljudje dostikrat znajdejo v stiskah in mogoče tudi negativno res še hudo vpliva na njihovo življenje, ampak mislim, da ni potrebe, da beremo take komentarje in da nam ne prinesejo tega, da bi se lahko ojačali, ker je vprašanje, kdo stoji za temi komentarji in s kakšnimi nameni so jih napisali. Ja, ponavadi so to tisti, ki imajo namesto profilne slike, imajo kakšno rožico, pa sploh ne veš, kdo za tem stoji, ne. Pa imena so zabavna. Imena so ponavadi tudi zelo zabavna, ampak vseeno na taki poziciji, se pravi, ste en navdih za druge tudi pozitiven. Jaz bi si želela, da bi bila, to, kar imam v bistvu izkušenj in se srečujem v različnih koncih Slovenije, pa si ne bi predstavljala, tudi na moje presenečenje velikokrat, ampak ministra res prepoznajo, ko ga vidijo na televiziji, pa pridejo ljudje, res velika večina jih je, da podajo roko, te ustavijo, te pozdravijo, te ogovorijo, izkažejo spoštovanje in mogoče tista res rdeča nit tega, da sem taka skromna, čustvena, odgovorna, da imam resne namene. To nekako je tisto, kar me stalno opisujejo ljudje, ko me srečujejo, in da se res trudim in da se borim, da bi nekaj spremenila. In ko dobim en tak opis splošen in se mi dogaja praktično skoraj vsak dan, bi jaz rekla, da nekaj sem uspela doseči, nekaj sem uspela pustiti ljudem tistega, kar sem dejansko v življenju. Kam bi pa peljali kmetijstvo, če bi lahko gledali, ne vem, 10-20 let naprej? Kako si ga predstavljate? Kam gre oziroma kam si želite, da gre? Jaz bi si želela, da bi znali res zelo hitro spremeniti politike v smislu razpisov in denarja, ki ga namenjamo v kmetijstvu, da bi se lahko zelo hitro prilagodili glede na potrebe mladih. Dandanes se pogovarjamo o robotizaciji, digitalizaciji in bi si želela, da bi se to prestrukturiranje začelo dogajati v Sloveniji veliko bolj hitreje. Droni so dandanes na svetovnem nivoju v kmetijstvu nepogrešljivi za katerokoli fazo kmetovanja. Mi smo pred 2 leti recimo za škropiva, se pravi, da lahko kmetje škropijo, nimamo še zakonodaje, ker smo sprejeli zakonodajo, da se lahko zdaj
testira z droni, se pravi inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskovalne namene. Zato pravim, da bi si želela, da bi hitreje spremenili zakonodajo in sredstva namenili, da bi mladi lahko napredno kmetovali, in bi si želela tako kmetijstvo, da v bistvu čisto vsaka kmetija najde tisto hitro, enostavno in kratko pot, kako pripeljati lokalno hrano v lokalne zavode in lokalne trgovine, in da slovenski potrošnik zaupa, da ve tisto, kar je kupil, da je res slovensko, da je res ekološko, da je res trajnostno z zavedanjem, da je podprl nekoga, ki v bistvu prideluje vsak dan hrano. Se pravi, po čem bi radi, da bi se vas spominjali potem, ko bi rekli, zdaj imam pa jaz dosti tega ministrstva, bom imela svojo kmetijo, ampak kaj bi radi, da ostane za vami? Neka zapuščina. Jaz bi rada, da v bistvu projekte, se pravi osnovne temeljne zakone, ki smo jih naslovili, o katerih sem govorila, in spremenili, da ostanejo. In če se bodo spreminjali, ker zakonodaja se mora stalno spreminjati, da se bo hitreje spreminjala, in da se ne bo spreminjala zato, ker se je zamenjala politika in je prišel nov minister, ki razmišlja popolnoma drugače od mene. Jaz bi si želela, da je naslednik, ki je podobno misleč, ker velikokrat se potem, ko se zamenja vodstvo, se zamenjajo tudi strukture v razmišljanju in se začne graditi vse na novo, in ravno zato ne moremo spreminjati toliko stvari v naši družbi. In na drugi strani projekt, ki ga gradimo, krepitev regijskih prehranskih verig, se pravi več lokalne hrane v javne zavode. Projekt izredno dobro nastavljen, številke smo pogledali, najširša strokovna družba je bila vključena, in da se projekt nadaljuje skozi vizijo 2040 in skozi kampanjo Lepo je biti kmet, ker menim, da smo res nastavljali to, kar so si kmetje želeli, širša družba si je želela, in da tisto, kar smo nastavljali, da se ne bi spremenilo samo zaradi morda potencialne spremembe politike ali pa drugačnega razmišljanja naslednjega ministra. Glede na vse pogovore, ki ste jih imeli s kmeti, glede na vse kmetije, ki ste jih obiskali, glede na vse reforme, glede na vse razpise, kaj vam kmetijstvo pomeni zdaj po vseh teh izkušnjah, slovensko kmetijstvo? Na njega gledam, pa že prej sem se zavedala, da je izredno zahtevno področje, izredno široko področje, pa na njega zdaj gledam še z veliko, veliko večjim spoštovanjem. Kmetje so, danes govorimo o tem, da ohranjajo naravo, da so v bistvu naši skrbniki za to, da bomo imeli kaj jesti, ampak so nenazadnje predvsem podjetniki, inovativni, pridelovalci, naši vremenoslovci, tako multifunction poklic, in da v bistvu jih še veliko, veliko bolj cenim iz tega vidika, in predvsem bi rada, da tudi v prihodnje družbi bomo znali kot resorno ministrstvo skozi, kot je v bistvu tudi podcast Obrazi podeželja in različne akcije in kampanje, predstaviti ljudem, kaj kmetijstvo je, na kaj vse vpliva na kmetijstvo, na kmetijsko zemljo, ki je naš naravni osnovni vir, in v bistvu na ta način to kompleksno področje, da bi znali približati vsakemu izmed nas, ki radi kupujemo slovensko hrano. Vedno sem se pogovarjal z mojimi gosti, zakaj je lepo biti kmet. Zakaj bi pa vi bili kmetica, če bi bili lahko? Kakšno kmetijo bi imeli? Tako nono. Ja, jaz, glede na to, da sem ministrica, da znam kar dobro govoriti, po mojem jaz ne znam tako dobro in tako veliko delati, kot znajo naše kmetice in naši kmetje. Zato sem si izbrala, da imam kmeta doma raje, tako da ga podpiram v temu, pa predvsem jaz mislim, da se pogovarjamo na našem področju, da je lepo biti kmetje, ali lepo je biti kmet, ampak opažam, da to je tisto poslanstvo, ki ga nekdo začuti v različnih oblikah, različne pristope kmetovanja, in to po mojem mnenju ali imaš ali nimaš. In tisti, ki to imajo v sebi, jaz mislim, da je prav, da to gojijo še naprej. Vsi ostali, ki smo okrog, da jih podpiramo, ali je to politika, ali je to zato, ker kupujemo njihovo hrano in jih spoštujemo in cenimo, ampak predvsem skozi čas, ko se je opozarjalo, da je težko
kmetovati, absolutno se strinjam. Danes so drugačni časi, drugačni pristopi, drugačne tehnologije, ki to olajšajo, in mi smo pa tu zato, da vsakič znova povemo, da je res lepo je biti kmet, ni enostavno, pa vendar poznamo tudi veliko ostalih poklicev, ki niso enostavni, in ravno zato je prav, da spoštujemo čisto vsakega, ne glede na to, za kakšen poklic se je odločil. In vi se držite svojega poslanstva, da kmete poslušate in jim na kakršenkoli svoj način probate čim bolj pomagati in olajšati to, da lahko sledijo svojemu poslanstvu. Jaz jih bom skušala vedno motivirati, izkazati spoštovanje, kar mislim, da sem se trudila tudi skozi cel mandat, in predvsem na kakšen način jih lahko spodbujamo, promoviramo, ampak predvsem jaz mislim, da ne poznam človeka, ki gre tudi v tujino ali pa tujec pride k nam, da nismo ponosni in na naše podeželje in na naše kmetijstvo, in dajmo to ohranjati tudi v prihodnje. Gospa ministrica Mateja Čalušić, najlepša hvala za ta lep, iskren človeški pogovor. Jaz mislim, da so vas ljudje tudi zdajle doma, ki tole gledajo, spoznali. Jaz sem siguren vas, tako da naslednjič, ko se srečava, se sigurno objameva. Okay. Vam pa hvala, ker ste spremljali podcast Obrazi podeželja. Naj vas zgodbe, ki ste jih slišali, povezujejo še naprej.